Tretje četrtletje letošnjega leta je bilo zelo pozitivno za naložbeni razred delnice. Indeks delnic podjetij, ki prihaja iz razvitih držav, je zrasel za več kot 8%. Regijsko gledano smo videli najvišjo rast pri delnicah ameriških podjetij. 9,7%, toliko je znašala rast indeksa delnic ameriških podjetij. Na drugi strani, pri delnicah evropskih podjetij smo za razliko od prve polovice letošnjega leta videli opazno nižjo rast. Samo za 2,5% je zrasel indeks delnic evropskih podjetij. Na področju sektorske alokacije smo videli najvišjo rast pri delnicah podjetij, ki prihajajo iz sektorjev informacijske tehnologije in komunikacijskih storitev. Velja izpostaviti, da pri obeh segmentih pri obeh sektorjih gre za podjetja, ki imajo nadpovprečno izpostavljenost do tematike umetne inteligence in tudi do Združenih držav Amerike. Na področju obveznic je bila situacija opazno manj dinamična kot na področju delnic. Za skoraj 1% je zrasla vrednost indeksa podjetniških obveznic, vrednost indeksa državnih obveznic pa je ostala skoraj nespremenjena. V prejšnjem četrtletju smo veliko časa namenili analizam in pogovorom o gospodarski situaciji v Združenih državah Amerike in Evropi, o situaciji na področju inflacije, o politiki centralnih bank, o monetarni politiki, o geopolitični napetosti in tudi o tematiki umetne inteligence. Kar se tiče gospodarske slike in inflacije, trenutna situacija je relativno stabilna. Na področju monetarne politike je pričakovati, da bo ameriška centralna banka izvedla še dodatno znižanje obrestne mere, kar pa ne velja za Evropsko centralno banko. Na področju geopolitične napetosti pa ostajajo vprašanja. Hkrati pa velja izpostaviti, da so Združene države Amerike v prejšnjem četrtletju sklenili določene dogovore s nekaterimi trgovinskimi partnerji. Na področju umetne inteligence pa ostaja pomembno že nekaj časa in pozorno spremljamo, kaj se dogaja na tem področju in kakšen vpliv razvoj na področju umetne inteligence ima tako na gospodarsko rast, kot tudi na poslovanje podjetij. V zadnjem četrtletju letošnjega leta pričakujemo določeno stabilizacijo na kapitalskih trgih. Na področju naložbenih razredov imamo nevtralno priporočilo tako do delnic kot tudi do obveznic, a hkrati smo vseeno nekoliko bolj naklonjeni segmentu delnic. Znotraj delnic priporočamo višjo izpostavljenost do ameriških podjetij in do podjetij, ki prihajajo iz sektorjev informacijske tehnologije, komunikacijskih storitev in finance. Pri podjetjih, ki prihajajo iz Združenih držav Amerike in pri omenjenih sektorjih, pričakujemo višje rezultate poslovanja in to je ključen razlog, zakaj imamo višje priporočilo za Združene države Amerike in za informacijske tehnologije, komunikacijske storitve in finance. Na ravni obveznic pa priporočamo nevtralno izpostavljenost do vseh ključnih segmentov. Državne obveznice v primerjavi s podjetniškimi obveznicami, obveznice z daljšo ročnostjo v primerjavi z obveznicami s krajšo ročnostjo in obveznice z višjo bonitetno oceno v primerjavi z obveznicami z nižjo bonitetno oceno. Ocenjujemo, da Evropska centralna banka ne bo izvajala dodatnih znižanj obrestne mere, hkrati ocenjujemo, da so kreditni pribitki na nizkih ravneh in zaradi tega ocenjujemo, da je treba počakati, dokler se ne pojavijo boljše trenutke oziroma boljše situacije za sprejemanje bolj izrazitih stav na področju obveznic.